Božič 2020. Posebno letos bi lahko rekli, da je izreden Božič, celo tako čuden Božič. Ne pomnijo naši starši ali stari starši takšnega Božiča. In tudi o tem se bo morda še veliko pisalo. Vsak Božič je enkraten, a to je predvsem odvisno od nas samih, glede na praznik kot izredni dogodek človeštva, ki velja za verne ali neverne, verujejo v Boga ali ne. Če ne drugo, da rojstvo Jezusa Kristusa je dogodek, kateri razdeli zgodovino v dva velika dela, temu, kar pravimo pred Kristusom ali po Kristusu. Bolj bi rekli moderno ali laično bi rekli pred našim štetjem, po našem štetju. Kaj bi nam vse lahko povedali naši starši ali stari starši, kako so oni preživeli v otroštvu, v mladih letih Božič, kako so ga že preživeli med vojno, po vojni, v taboriščih, prvi Božič v Argentini, različne okoliščine ali situacije, včasih zelo težke situacije, že tudi podnebje. Kolikokrat mi je oče rekel, Božič brez snega ni Božič. Res, da veliko vpliva okoliščine glede na praznovanje. Tukaj na enem kot od druge situacije, a nekatere ne moremo spremeniti, je pač dejstvo in nič drugega. Vsak pa lahko ustvari takšno okolje, da preživi Božič v pravem krščanskem duhu. V družini, ob jaslicah, molitvi, petju. Bistvo tega rojstva Jezusa Kristusa je, da nam on prinaša srečo, veselje in notranji mir. Da bi tudi mi to doživeli, saj Jezus se je zato rodil, da nas je odrešil, odprl vrata v večno srečo, v večno življenje. Prosimo Marijo, naj na ta dan vsem nam da tisti notranji mir, da položi Božje dete v naša srca. Zato vam želim vsem srečno in blagoslovljen Božič ter srečno in blagoslovljeno novo leto.